Za predšolsko vzgojo sem se v bistvu odločila zaradi tega, ker me zanima delo z otroki. Ker sem že od majhnega zelo rada z otroki. Za predšolsko vzgojo sem se odločil zaradi tega, ker je potekala v Kamniku. Ker so nam obljubili veliko prakse, tako v Sloveniji kot v tujini, v različnih vrtcih, tudi v Montessori vrtcih, kjer sem zdaj tudi zaposlena. Informativni dnevi v Kamniku so me toliko prevzeli, da sem potem, ko sva se z mamo peljali domov, rekla, to je moja šola in sem jaz grem. Že takoj, ko si vstopil v šolo, si začutil tisto domačnost, prijaznost. Vzdušje med profesorji in učenci oziroma dijaki je super. Naučila sem se tudi veliko novega, kot naprimer znakovno sporazumevanje. Enkrat na teden po 3 ure, kjer sem se v bistvu vse naučila, pripomore tudi, da otroci znajo tudi, pokazati prosim, če še ne znajo reči. Moj najljubši znakovni jezik, ki ga še vedno uporabljam v vrtcu pri svojih otrocih. Predvsem smo dobili eno goro znanja, ki so nam ga predali naši super profesori, ki so izredno sproščeni, srčni, želijo nas razumeti. Najbolj pomembno se mi zdi to, da smo imeli tudi prakso. Šli smo v vrtec, smo tam lahko vse informacije, ki smo jih dobili pri pouku, uporabljali v delu z otroki. Predvsem je bilo veliko znanja tudi pridobljenega na raznih ekskurzijah, na naravoslovnih dnevih, športnih dnevih, tam je bilo ogromno enega veselja. Brez šole jaz verjetno ne bi tudi ne obiskala recimo Londona, Pariza, to so neke dodatne ekskurzije, ki jih tudi ponuja. Projektni dnevi so nekaj najlepšega, kar je bilo v vsakem letniku. Definitivno zabavni, polni glasbe, veselja, tudi plesa. Projektni dnevi so v bistvu dnevi, kamor se odpravimo s profesorjem pa svojim razredom. Za vsak letni čas gremo nekam drugam, v Kranjsko goro, v Pliskavico, v Logarsko dolino in pa na morje. In na vsakih teh projektnih dnevih smo tudi ustvarjali razne dejavnosti za otroke, ki bi jih v bistvu sami lahko izvajali tudi v vrtcu. Profesorje smo tam spoznali v neki drugi luči, se z njimi družili, zabavali. In še bolj smo se med sabo povezali tudi kot razred, tudi z učitelji. Se zelo zabavamo tam, veliko se naučimo, veliko presmejimo. V šoli sem se najbolje počutil, ko sem bil v razredu s svojimi sošolci. Ko se skupaj smejemo, se pogovarjamo, s tem sicer tudi nerviramo profesorje. Na šoli je vedno vladalo neko dobro vzdušje. Jaz sem z veseljem hodila sem, vsako jutro sem se zbudila, cela motivirana, res kaj bomo vse dan še naredili. V šoli se v bistvu najbolj počutim takrat, ko delamo kakšne igrice za otroke, ki jih pol tudi gremo v vrtce izvajati, kadar imamo delo z glasbo, ustvarjamo, muziciramo in pa v bistvu tudi takrat, ko imamo prakso.